Upanje v Božje usmiljenje odpira obzorja in nas osvobaja. Klerikalna togost pa nasprotno zapira srca in s tem stori veliko slabega. Papež Frančišek je med homilijo, ko je zjutraj daroval mašo v kapeli doma Svete Marte, izhajal iz prvega berila, ki govori o Balaamu, preroku, ki ga je kralj angažiral, da bi preklel Izrael. Balaam, je pripomnil sveti oče, je imel svoje napake in celo grehe, kakor smo grešniki tudi vsi mi. Toda ne smemo se prestrašiti, saj je Bog večji od naših grehov. Balaam je na svoji poti srečal Gospodovega angela in to mu je spremenilo srce. Ni zamenjal stranke, ampak je iz zmote prešel k resnici. Tako je rekel tisto, kar je videl. To je bilo Božje ljudstvo, ki je šotorilo sredi puščave, onstran katere pa so bile rodovitnost, lepota in zmaga. Balaam je odprl srce in se spreobrnil. Tako je videl daleč, videl je resnico, kajti z dobro voljo se vedno vidi resnico. In ta resnica daje upanje. Upanje je po papeževih besedah krščanska krepost, ki nam je dana kot velik Gospodov dar in ki nam omogoča videti daleč, onstran problemov, bolečine, težav, onstran naših grehov. Omogoča nam gledati lepoto Boga. Oseba, ki ima to krepost upanja tudi v težkem trenutku življenja, ki je lahko bolezen ali zaskrbljenost za sina, hčerko ali drugega člana družine, sredi te bolečine ohrani prodorno oko in ima svobodo, da gleda vedno onstran. Questa è la speranza. E questa è la profezia che oggi la Chiesa ci dona. To je upanje, to je preroštvo, ki nam ga danes poklanja Cerkev. Od nas želi, da smo ženske in moški upanja, tudi sredi problemov. Upanje odpira obzorja, je svobodno, ni suženjsko, vedno najde možnost, da neko situacijo uredi.